Regijski center za ravnanje z odpadki Arcero v Ljubljani je najsodobnejši objekt za predelavo odpadkov v Evropi. Pa si poglejmo predstavitev centra, saj sem prepričana, da boste mnogi to videli prvič. Naravni viri na Zemlji so omejeni, zato je z njimi potrebno ravnati skrbno in varčno. In kako jih lahko v proizvodnji in potrošnji zadržimo čim dlje? Dobrodošli v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana. Tovarna za predelavo odpadkov, ki jo upravlja javno podjetje Voka Snaga, uporablja najmodernejšo tehnologijo za ravnanje z odpadki v evropskem merilu, zagotavlja zelena delovna mesta in na ustvarjalen način prikazuje načela krožnega gospodarstva. Leta 2006 je 7 občin sklenilo pogodbo o sofinanciranju, danes pa so v projekt vključene že številne slovenske občine. Arcero Ljubljana je zato edinstven primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin in je večji slovenski kohezijski projekt vreden 155 milijonov evrov. Na Ljubljanskem barju se je leta 2014 začela gradnja tovarne prihodnosti, ki je začela delovati konec leta 2015. Arcero Ljubljana predeluje odpadke skoraj polovice države. S predelavo odpadke spreminjamo v nove surovine. Osnovna naloga je, da iz mešanih odpadkov izločimo čim več uporabnih surovin in da bioodpadke predelamo v kompost, elektriko in toploto. Arcero Ljubljana je zmogljiv, je učinkovit. Arcero Ljubljana je inovativen in samozadosten. Poganja ga lastna energija. Večino navidez nekoristnih mešanih odpadkov po predelavi uporabimo kot surovine za recikliranje ali gorivo. Odpadki pridejo v tovarno na 2 liniji, označeni v 2 barvnih tonih. V objektih toplih barv predelujemo biološke, v modro-zelenih pa mešane odpadke. Mešani odpadki najprej potujejo v drobilnik, ki jih grobo zmelje. Tam potujejo v sito, ki loči različne velikosti. Iz sita potem potujejo po transportnih trakovih, nad katerimi so separatorji, ki izločajo odpadke na podlagi njihovih lastnosti. Vse izločene snovi gredo v tovarne za recikliranje. Česar ni mogoče reciklirati, predelamo v gorivo, ki ima podobno kalorično vrednost kot rjavi premog. Vsi procesi so usmerjeni iz nadzorne sobe, kjer nadzorniki s pomočjo številnih kamer spremljajo dogajanje v celotni tovarni. Biološke odpadke je treba najprej presejati. Manjši delci so pripravljeni za pot v bioreaktor, večji pa gredo predtem še v mletje in dodatno sejanje. V bioreaktorju nato nekaj časa gnijejo brez prisotnosti kisika, kot v želodcu prežvekovalcev. Pri tem nastaja bioplin, iz njega pa v nadaljnjem procesu elektrika in toplota. Biomaso, ki pride iz bioreaktorja, se ožame, prezrači in pusti zoreti. Iz nje nastane kompost najvišje kakovosti. Arcero Ljubljana je globalni vzor na področju regionalnega povezovanja in sodelovanja. Obnavlja naravne vire, zapira krožno zanko in povezuje vnovično uporabo in rokodelstvo. Učinkovita raba virov je ključna za našo blaginjo. Ljubljana za prihodnost z nič ogljičnega odtisa. Ljubljana je bila leta 2022 izbrana na pozivu Evropske komisije kot eno izmed 100 evropskih mest, ki bodo drugim evropskim mestom zgled za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2030. Zelo zanimivo, kaj ne? Zato smo nekaj vprašanj zastavili Draganu Trivunčeviću, vodji sektorja za obdelavo odpadkov. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi. Bi bilo treba temu, kar smo videli v posnetku, še kaj dodati? Menim, da je na posnetku kar dobro prikazana predelava odpadkov v Regijskem centru za ravnanje z odpadki v Ljubljani. Mogoče bi izpostavil le to in poudaril, da v Regijskem centru obdelujemo komunalne odpadke, med katere spadajo mešani komunalni odpadki, obdelan les in pa kosovni odpadki, ter pa ločeno zbrane biološke odpadke. Tudi to, da z sodobno tehnologijo, z napredno tehnologijo, kot so magnetni izločevalci in optični separatorji, izločimo tudi reciklate, kot so železo, magnetne in nemagnetne kovine, tega je približno 12.000 ton. Poleg tega pa seveda dobimo tudi nereciklabilni del, to so pa tako imenovane gorljive frakcije, teh nastane nekje med 95 in 100.000 ton na leto in te frakcije praktično se jih ne da več reciklirati.
zaradi svoje karakteristike se jih pa tudi ne sme odlagati. Imajo pa še vedno določeno kurilno vrednost, nekje kot rjavi premog med 15 in 20 megadžulov na kilogram in jih je lahko smiselno dobro energijsko izrabiti za soproizvodnjo električne energije in toplote. Tako da nekako bi to vračali tudi lokalni skupnosti skozi vir zelene energije nekako. Vse izgleda zelo vzorno, pa bi se kljub temu dalo še kaj izboljšati? Seveda, izboljšave so naša stalnica, to nas žene naprej. Kaj bi izboljšali? Izboljšali bi sigurno, da bi bil ta proces še bolj avtomatiziran glede ločevanja oziroma sortiranja teh surovin. Tudi z umetno inteligenco bi lahko to še nekako še povečali, tako da bi bil ta delež reciklatov še večji. Poleg tega bi pa seveda, kot sem že prej omenil, tudi probali tudi to energijsko izrabo teh nereciklabilnih delov tudi izkoristiti za doma, tako da bi praktično ta interni krog ravnanja z odpadki zaključili doma v Sloveniji. Ja, kam pa gre preostanek odpadkov po predelavi? Ja, kot so se že prej pogovarjali, se pravi, tukaj pri nas nastane nereciklabilni del, govorimo več ali manj o teh, kjer je to, pri nas pereči problem. Tega nastane, kot sem že prej omenil, med 95 in 100 tisoč ton. Se pravi, ta gorljiva frakcija se ne da več reciklirati in tudi ne odložiti. Seveda se pa zdaj trenutno ta količina izvaža in so tukaj veliki stroški, se pravi, stroški letno enormno naraščajo. Prav tako pa opažam, da vsako leto tudi težje plasiramo v tujino, se pravi, se te meje nekako tudi zapirajo. Tako da v Sloveniji je trenutno samo ena sežigalnica Celje. Naša želja je, da bi postavili tudi v Ljubljani svojo sežigalnico, kjer bi to gorljivo frakcijo energijsko izkoristili, se pravi, njen potencial, kurilno vrednost energijsko izkoristili, s tem bi proizvedli električno energijo in toploto in seveda vračali tudi naše lokalne skupnosti. Naj omenim le to, da RCR je že sedaj samozadosten, s tem bi praktično to še povečali in, kot sem prej omenil, bi del te zelene energije v obliki električne energije in toplote tudi vračali lokalni skupnosti. Ja, zelo zanimivo je vse, kar ste povedali. Mogoče za konec samo še par besed o bioloških odpadkih. Ja, na regijskem centru se pravi, obdelujemo tudi ločeno zbrane biološke odpadke. Teh na leto sprejmemo približno 30 tisoč ton. Smo edini v Sloveniji, ki te biološke odpadke anaerobno predelujemo in sicer praktično dobimo iz teh bioloških odpadkov bioplin, ki ga koristno energijsko izrabimo v naših plinskih motorjih za soproizvodnjo električne energije in toplote. To električno energijo praktično porabimo za potrebe lastnega odjema in smo samozadostni. Viške električne energije oddajamo v elektroenergetsko omrežje, medtem ko s toploto smo pa povsem samozadostni, tako da toploto uporabljamo za tehnološke procese, za sanitarno toplo vodo in pa pozimi za ogrevanje stavb. Poleg tega pa dobimo končni produkt, prvovrstni kompost, ki je uporaben v širše namene, se pravi za dohranjevanje zelenic, za presajanje rož in za vrtove. Tako da nekako bi lahko zaključil, da te ločeno zbrane biološke odpadki predstavljajo nekak dober primer krožnega gospodarstva, in sicer dobimo ločeno zbrane biološke odpadke, jih predelamo, dobimo bioplin kot vir zelene energije, ki ga koristno uporabimo za soproizvodnjo električne energije in toplote in na koncu dobimo tudi kompost prvega kakovostnega razreda. Hvala lepa za vse te zelo zanimive informacije. Hvala tudi vam.